En lep pozdrav. Danes video, ki bo začel serijo novih videov o mojemu lifestylu, prehrani in trudu na tem področju. In sicer sem začela zato, ker sem več kot 10 let nazaj zelo zbolela in me je medicina 2-krat odpisala in sem morala kar sama poskrbeti za sebe, za informacije, za preizkuse, ki jih delam na znanstvenem nivoju že več kot 15 let. In so rezultati presenetljivi, zelo dobri, odlični in ne samo za mene, tudi za druge ljudi, ki z mano vred eksperimentirajo in pa tisti, ki se držijo določenih pravil, in gre odlično v življenju. Tisti, ki pa odnehajo, se jim pa stvari ponovijo. Zdaj ne gre za noben nasvet, ne gre za to, da bi bila jaz prehranski svetovalec, ker nisem, pomagam ljudem s svojim načinom življenja, razmišljanja in pa svojimi izkušnjami, ki jih imam. Imam ogromno zvezkov popisanih z raznimi recepti, z raznimi preizkusi. Neke stvari se ponavljajo, neke stvari sem mislila, da imam prav, pa sem potem ugotovila, da nimam, pa se čez leta izkaže, da je to drugače in tako naprej. Danes bi rada govorila o maščobah na začetku že. Prvi video zaradi tega, da predstavim še eno zanimivo hrano, ki jo uporabljam že nekaj časa, pa se mi zdi zelo v redu. Maščobe so zelo problematične, jih pa rabimo nujno, obvezno, brez maščob možgani ne delujejo, brez maščob v bistvu shiramo, tako da jih potrebujemo, ampak je odvisno dejansko kaj. Zdaj jaz bi kar že začela s temle. Prosila bi vas, dajte mi kakšne komentarje v chat spodaj napisati, ampak dajte mi prosim tisti, ki boste res preizkusili. Jaz vam bom objavila tudi eno mojo brošurico, link do nje in pa link do mojega bloga bivšega, sicer zelo aktualen, ljudje ga še kar fajn berejo, kjer so objavljeni eksperimenti, zato ker sem eksperimentirala, pa pač neki donatorji so se pojavili takrat in lahko tam pogledate v bistvu, kakšna sem bila, ko sem bila bolna in ni prav fajn, me ni za prepoznati. Izgledam dosti starejša kot zdaj, ko jih imam 15 let več, kakor takrat, ko me je medicina odpisala in so rekli zdravniki, ginekologi in pa primarji v Ljubljani, da enostavno ne vejo, kaj mi je. 4 leta so me zdravili, nisem dobila nobene diagnoze, zdrava sem bila za njih, ampak sem umirala. Tako da Bog pomagaj, bom enkrat zgodbo tudi povedala, če slučajno koga zanima, pa lahko še zgodbo povem. V glavnem, dajte mi prosim komentirati samo tisti, ki boste brošuro mojo res probali, a ne mi nekih teorij pisati in neumnosti, zaradi tega, ker večino stvari je fake, je narobe, delamo stvari narobe in me ne boste prepričevali, lepo prosim, da z nekimi teorijami. Dajte mi prakso, če ste probali to, kar bom danes pokazala in pa kar bom objavila linke oziroma pač tisto mojo brošuro, če se jo boste zastonj zloadali dol iz interneta, pa preizkusili, pa res naredili vsaj 20-30 preizkusov, mi napišite komentarje in bom zelo, zelo vesela. To je resen znanstveni pristop, resen pristop, tako odrasel pristop, ki daje rezultate. Vse drugo se je izkazalo za larifari, za kar nekaj in ne želim res nobenih teorij. Res. Tako da, kaj vam bom najprej predstavila? Tole, sir sančo. To je v bistvu, ne vem, kako to naredijo, to dela veganka, pri nas tam nekje iz Črnovcev, meni se zdi. Zdaj niste dobro videli, pa bom jaz kar takole kliknila. Share screen moram narediti drugačno, sploh ne boste videli ničesar.
kar screen share, takole. Evo, Sheer Sancho. Takole izgleda steklenička, v bistvu naj bi šlo za neko mehiško hrano, piše gor, kaj je noter. Kaj v njej zdaj takole, energijska vredno maščobe 21 gramov, to je zelo veliko maščob, v bistvu, zelo veliko maščob. Zato se uporablja seveda taka reč malo se uporablja maščob, telo ne potrebuje zelo veliko maščob. Nikakor ne. Predvsem pa je treba paziti na to, kakšne vrste maščobo sploh vnesemo v naše telo. Nasičene maščobe so 1,6 gramov na 100 gramov, to ni veliko. To ni prav veliko. Nasičene maščobe vedno, ko gledate nek proizvod, produkt v trgovini ali na internetu, poglejte pač deklaracijo. Bomo se enkrat naučili v bistvu to res brati, te deklaracije. To ni veliko. Potem ogljikovi hidrati 7, kar mi ni najbolj fajn, ampak dobro je, pač so noter, ni kaj. In od tega sladkorji, to je zelo pomemben podatek. Tukaj v Sheer Sancho je 1,1 grama na 100 gramov, ker jaz jemljem hrano, ki ima maksimum do 1 ali pa mogoče tam nekje okrog 1. Če je manj, še to boljše. O sladkorjih bom še govorila, ne danes, je pa zelo zoprno, oziroma pač recimo najhujša hrana je lahko pommes frites ali pa torta ali pa sladoled ali pa recimo krof. To so najhujše možne hrane, ki naredijo največjo štalo telesu, zaradi tega, ker je združeno veliko transmaščob, se pravi teh maščob, ki se ne predelajo v telesu, se nalagajo, plus še ogromno sladkorjev. Te dve kombinaciji povzročata bolezni, sladkorno in vse te zadeve. Tako da gledajte, da sladkorja ni veliko v pač katerikoli hrani. In potem beljakovine 3,5 grama, beljakovine so v redu, odvisno tudi kakšne so. Tukaj noter so samo rastlinske beljakovine in pa soli je 0,3 grama. To je tudi super, zaradi tega, ker tudi jaz, ko gledam hrano, nikoli ne kupujem nobene hrane, ki ima čez 1 soli, 1 gram na 100 gramov. Zakaj? Zaradi tega, ker to zavira delovanje ledvic, dokazano, z moje strani. Ja, pa ne samo z moje strani. Okej, Veganka, to je njihova spletna stran. Če boste vpisali Sheer Sancho, Sheer Sancho, boste našli pred njimi kup enih veganskih trgovin in pa bio zdravih trgovin, ki imajo pač njihove izdelke. Oni so tam sicer na prvi strani v Google, ampak nekaj bolj dol, nimajo zelo optimizirane spletne strani, vendar jih boste najdeli, to so proizvajalci Veganka iz Ljubljane. Jaz sem govorila s to gospo, ne vem, kako delajo, ampak delajo dobro svoje produkte. Veliko produktov njihovih sem preizkusila, eni so res super, eni mi sploh ne ustrezajo, mi naredijo kar velike težave, eni so pa tako v bistvu nekaj srednjega. Sheer Sancho mi ustreza, jaz imam nepekočega, ker pekočih stvari ne prenašam, da jaz to sploh ne prenašam. Je pa od vas odvisen, kako ste navajeni in pa kaj želite doseči. Zdaj, Sheer Sancho imajo kup enih receptov, jaz nič od tega ne jem, imam svoje recepte, zato ker če bi jaz takole jedla, kot so tele recepti, bi imela kar velik zdravstven problem, pač ki izhaja iz prebave. Kje sem že videla? Sheer Mokca, Sheer Sancho, ta je sicer pekoči, Imate pač, lahko naročite in dobite zadevo, pač razvažajo, pokličite, naročite, boste videli, se boste lahko zmenili, če bo treba.
Zdaj, zakaj sem želela tole izpostaviti? Zaradi tega, ker sem res že desetletja iščem maščobe, ki bi mi ustrezale in ki se ne nalagajo v telesu, ki ne delajo nekih tkiv. Te tkiva so potem se pretvorijo v nefunkcionalna tkiva. Eden najbolj znanih nefunkcionalnih tkiv je definitivno pač ne samo salo, ki se naloži, ampak pol tudi v bistvu pač tisto salo, ki ne gre več ven, tista pomarančna koža. Nastane pa, zakaj nastane? Zaradi tega, ker se uživa netopne beljakovine v vodi in pa netopne maščobe v vodi, predvsem maščobe. Zdaj, kako veste, da so maščobe v vodi topne? Pač naredite preizkus, katere so, katere niso. Zdaj, glavna razdelitev je to, da gledate na to, da so rastlinskega izvora. Rastline so topne v vodi, medtem ko recimo živalske beljakovine niso topne v vodi, sploh ne. Tudi predelane rastlinske stvari, nekatere niso topne v vodi. Tako da jaz bi zdaj na hitro vam par videov imam posnetih, recimo kako to bi vam rada pokazala. Recimo, evo, tole Shir Sancho, voda in pa veganska klobasa z Interspara. Ta šparova klobasa je meni res fantastična. Ne naredi mi nekih velikih težav, edino če jo pojem preveč, potem pa seveda naredi mi, kako bi rekla, zamaške in ne morem na stranišče. Tole je juha iz Shir Sancho, pač zelišči pa juhca. Recimo, to so bili preizkusi narejeni, gremo naprej še pogledati. Recimo tole je to juhca z zelišči, ki so posušena, ker je razlika, če daš noter posušena zelišča ali pa taka, ali pa zelišča, ki so sveža. To je zelo velika razlika. Takole, to še treba je malo premešati. Zdaj tole, ko vidite gor tele pene, to so sladkorji. To so sladkorji, zelo velikokrat v bistvu sem jaz tole odstranjevala ven, zaradi tega, ker sem imela kar velike težave s sladkorji v življenju. No, upam, da se bom znebila tegale zdaj. Ja, sem, dobro. Recimo s krompirjem, potem še krompir. Zdaj pa tudi krompir bomo obravnavali, vam bom povedala. Evo še eno od juhc. To je bilo res veliko. Nekaj mesecev preizkusov, ker ponavadi delam preizkuse tako, da nekaj mesecev in potem nehamo in potem spet, in potem spet. Shir Sancho. Pa kurkuma, pa ingver, potem pa vodo dam na plato in potem dam noter ščepec origana, ščepec marajona in pa čez dam takole peteršilj, listi peteršilja. In to je to za omako. In omaka je super. Ne, zdajle bo zmerimo, glejte. Pa boš dal noter še krompir, To je čisto na konec. Dam noter krompir pa ene par tamalih imam tisle peteršilčkov, tamalih listov.
super, tole je narejeno s svežim peteršiljem, sveže zelišče, kar je seveda razlika, ne, pač, zakaj je razlika? Predvsem je razlika v tem, da je voda, ne, pač, da je voda, kakole. Ja, takole. Zdaj, torej pri maščobah bodite res previdni. Dajte vzeti maščobe, ki so organske, rastlinske in topne v vodi. To je v bistvu neko pravilo, ki se je meni nekako izoblikovalo skozi vsa ta leta. Recimo, perfektna maščoba, kdor to sploh rad je avokado. Avokado je super maščoba. En avokado zadostuje za celo družino, za 4-člansko družino, recimo na 4 dele se da in je za vsakega dovolj maščobe za preko vsega dneva, ne. Drugače tudi, zdaj olja so predelana maščoba, olja so malo problematična, zaradi tega, ker nimajo encimov za prebavo. Ker recimo, če vi jeste oreščke, oreščki so super maščoba, razen izognite se, kako se mu že reče? Zdajle mi je ušlo iz glave. V glavnem večino oreščkov, a ne, je dobro, sploh recimo orehi so v redu, mandljem se izognite, mandlji so izjemno strupeni in pa recimo tisti oreščki, ki imajo kožo rjavo, dajte to olupiti, namočiti, olupiti, dol spraviti ali pa preprati, tako da teh čreslovin ni, pa pač to koža se brani pred živalmi in ima noter pač neke toksine. Tako da vsi, ne vem, pač vsi oreščki so zelo v redu, indijski recimo so meni zelo v redu, imajo dosti magnezija in pa še drugi, a ne, pač oreščki. Zdaj lahko mi postavite vprašanja, pa vam bom odgovorila na njih, kaj jaz mislim, da je v redu, kaj pa mislim, da, oziroma mislim pač glede na moje izkušnje, ki jih imam, a ne. Tako da to je najbolj zdrava pa v redu maščoba. Jaz sem leta in leta v bistvu sem živela samo od te maščobe. Potem, ko sem začela uporabljati tudi spet nazaj olja, predelana, se mi je začela maščoba nalagati okrog trebuha, stegna, v riti in tako naprej, a ne, pol gre še dejansko naprej, a ne, ampak brez maščobe pa shiraš, tako da je treba pač imeti, a ne. Torej, to je najboljša maščoba, zdaj preizkusite, zamenjajte, pa boste videli, kaj pa kako, a ne. Zdaj, izkazalo se mi je, jaz sem veliko časa verjela, da je olivno olje super, pa ni, je eno slabših variant. In olivno olje, recimo, da ga oživite, naberete oljčne liste, posušite, zdrobite in pred uporabo v olje vržete noter, tako dobite encime in tako je pač olje bistveno bolj prebavljivo. Ker v oreščkih in drugih rastlinah, kjer olja so, tam noter v bistvu so kapljice olja in te kapljice so obdane z ovojnico in ta ovojnica ima encime, zaradi tega je to olje prebavljivo in se ne morete zrediti in je pač, nimate tudi prebavnih težav. Če pa, zdaj bomo dali stop share screen, da me boste malo bolj videli. Če pa recimo olja predelajo, potem olja je najboljše, da so maksimalno 3 tedne stara, več, ko so starejša, ko so, bolj so neuporabna, isto je s kisom, kisa drugače sploh ne uporabljam. In je
boljše to zadevo delati sam in jo delati sproti. Saj obstajajo strojčki za izdelavo olja, doma lahko delate, kupite pač semena in pa ostale rastlince, ki imajo olje, pa pač delate iz tega olje. Se je izkazalo recimo konopljino olje za zelo v redu, tako da pač zadnje čase preizkušam tudi z njim. Prej nisem. Konopljo v bistvu mi je pač naučil eden od mojih bivših učiteljev, da je konoplja izredno strupena rastlina. Saj je drugačna, ampak konopljino olje je precej v redu in zdrži visoke temperature, nizke temperature, je za uživanje, je za kuhanje, pečenje, tako da je kar uporabna stvar to olje. Pa v bistvu zdaj preizkušam še neka druga olja in jih bom potem tudi izpostavila in bom tudi naredila videe o tem, pač večkrat bomo vsako stvar posebej, in tako da ne bojo videi predolgi. In če imate vprašanja, mi jih pa postavite spodaj v chat, pa bom odgovorila zadevo ali pa naredim pač tudi naslednji video. Imejte se dobro zaenkrat, uživajte življenje, bodite zdravi in se vidimo pri naslednjem videu.